Spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na študijskem centru za narodno spravo. Tokrat na okrogli mizi o fašizmu, katerega zloma se spominjamo v teh dneh, zloma in pa vseh dogodkov, ki so sledili in o katerih bo govor na današnji okrogli mizi. Tako kot je eden od obiskovalcev dejal, saj po tisti okrogli mizi v Komnu ni več kaj reč. Ampak jaz pa seveda vržem rukavičko nazaj, mislim, da se strinjava in strinjamo, da je mnogo še za povedati, mnogo za polemizirati, če hočete, mnogo za razjasniti. In to počnemo na študijskem centru za narodno spravo, kjer se že 10 let, koliko časa pač obstajamo, ukvarjamo tako z strahotami in kršitvami človekovih pravic, fašizma, komunizma in nacionalnega socializma. Torej danes pa težišče na fašizmu. Z nami so najprej naša draga prijateljica, gospa profesorica dr. Mira Cenčič, potem naš sodelavec v raziskovalnem programu, profesor dr. Matevž Tomšič, in pa sodelavec študijskega centra za narodno spravo, dr. Renato Podbersič, ki bo to okroglo mizo, ta dialog, ta razgovor tudi vodil. Hvala vam, ker ste prišli in želim vam dober razmislek. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zbrali smo se, da potegnemo črto nad zanimivimi obletnicami, ki letos zaznamujejo začetek konca nekega obdobja, s katerim smo Slovenci ali del slovenskih vojakov imeli trpko izkušnje v 20. stoletju in tisti najbolj zahodni del, približno 1/3 narodnega telesa, kar 25 let trpel pod tem sistemom. Vzeli bomo v obzir obdobje fašizma, ki je zaznamovalo slovenski prostor, kot sem omenil, predvsem zahodni del slovenskega prostora. Letos se spominjamo 75. obletnice konca tega zaznamovanja, ki pa vendarle ni prinesel nekega novega obdobja, nekega novega notranjega miru, nekega novega obdobja za mirno soživljenje, kot bi si mogoče predstavljali. Da bi poskušali odgovoriti na vsa ta vprašanja, ki se nam zastavljajo, ko slišimo besedo fašizem, smo povabili nekaj poznavalcev, uglednih gostov, ki se s tem tudi strokovno ukvarjajo oziroma imajo pomembno biografijo z tega področja. Torej, kaj zaznamuje čas, o katerem bomo danes govorili? Govorili bomo o obdobju po koncu Prve svetovne vojne, ko se fašizem pojavi v Italiji iz tega nezadovoljstva, ki je izbruhnilo v širših plasteh italijanske družbe, po tisti pohabljeni zmagi, la vittoria mutilata, kot rečejo Italijani, ki so pričakovali večje, tudi ozemeljske, če hočete, nacionalne, podjetniško-gospodarsko uspešne nastavke po obdobju Prve svetovne vojne. In je potem sledilo streznjenje, je temu sledilo razočaranje, so temu sledili upori delavstva, lumpen proletariata, če hočete, dela meščanstva, predvsem pa nekdanjih nezadovoljnih borcev, frontnih borcev, ki so nosili težo italijanskih zmag in zmag med Prvo svetovno vojno, po kateri se Italija vendarle razširi, konča se neko obdobje širitve, združitve Italije, ki je s tem končano. Ne pozabiti, da Italija pridobi po Prvi svetovni vojni velik del ozemlja, ki je bilo obljubljeno z Londonskim paktom iz aprila 1915, zaradi česar je Italija sploh stopila v Prvo svetovno vojno na strani antantnih sil. Pridobila je kar zajeten kos ozemlja nekdanje zaveznice Avstro-Ogrske, in sicer zgornje Poadižje do Brennerja,
z mesti, kot so Bozen in pa Trident, oziroma Bolzano in Trento. Dobila je Trst, Gorico, Gradiščansko, Posočje, potem pa tudi del Notranjske oziroma del nekdanje zahodne Krajinske, skoraj da do Logatca oziroma do Ravbar komande. Dobila je celotno Istro, dobila je Cres, Lošinj kot otoke, pa še Palagruš in Lastovo v Dalmaciji. Poleg tega je pridobila Italija tudi mesto Zadar, ki je bilo kot edino dalmatinsko mesto med vojnama vključeno v kraljevino Italijo. Kljub vsem tem naštetim pridobitvam, ozemeljskim pridobitvam, ki so bile zakoličene še pred prihodom fašizma na oblast z Rapalsko pogodbo 1920, se je zdela ta zmaga pohabljena zmaga. Torej, Italija ni dobila vsega tistega, kar bi pričakovali nekateri krogi preomenjeni v kraljevini Italije. Po drugi strani, tedanje vladajoče italijanske stranke na čelu s predsednikom vlade Giovannijem Giolittijem, to je bilo šlo v glavnem za zmes liberalnih italijanskih strank, ki išče neke vrste koeksistenco z nastajajočim fašističnim gibanjem. Kot vemo, ga leta 1919 v Milanu ustanovi nekdanji socialist Benito Mussolini, ki ima prav tako frontno izkušnjo kot številni njegovi somišljeniki, bom tukaj izpostavil zlasti pesnika D'Annunzia, ki dejansko v tem obdobju, v prvem obdobju italijanskih liberalnih vlad, iščejo svoj možnost obstoja, govorimo o nastajajočem fašističnem gibanju, znotraj etablirane italijanske družbe. In tukaj je napaka italijanske vladajoče tedanje liberalne politike, omenili smo že predsednika vlade Giolittija, ki je te zametke fašističnih tendenc vključeval v svojo vlado. In ko se je začela snežna kepa kotalit, in kar naenkrat ni bilo več konca. In dejstvo je, da je leta 1922, oktobra meseca, prišlo do, bomo rekli, tega pohoda na Rim, na času Roma, kjer so fašisti izsilili od italijanskega kralja Viktorja Emanuela III., tedanjega kralja, da je Benito Mussoliniju podelil mandat za sestavo vlade. Kaj je to pomenilo za rojake, slovenske rojake na Primorskem, si lahko predstavljamo. Tako da sem posebej vesel, da danes smo tukaj trije Primorci, ki lahko iz svoje družinske izkušnje, vsaj dva, gospa dr. Mira Centič, pa lahko iz osebne izkušnje, spregovorimo o tem trpkem obdobju. Postavili smo neko genezo razvoja tega gibanja do prihoda na oblast. O vmesnem času bomo govorili v današnjem pogovoru. Zaključili ga bomo pa z obletnicama, ki sta tudi na vabilu izpostavljena. To pomeni sestanek Velikega fašističnega sveta, posvetovalnega organa fašistične stranke, ki ga je leta julija, 24. julija 1943 sklicala stranka z Mussolinijem na čelu v Rimu po 4 letih, kajti ta organ se od leta 1939 ni več sklicoval. Govorili bomo o tem, kako je bila dejansko tam Mussoliniju izglasovana nezaupnica, kako je bil ob odhodu aretiran in pa interniran na Gran Sassu v srednji Italiji. Govorili bomo o tem, kako Italija išče balans med včerajšnjimi zavezniki nacistično Nemčijo in pa išče izhod iz vojne in priključitev zaveznikom ter prestop med taboroma v času druge svetovne vojne, ki kulminira potem 3. septembra 1943, ko Italija podpiše pri Sirakuzah v štabu generala Eisenhowerja brezpogojno kapitulacijo, ki stopi v veljavo 8. septembra 1943 zgodaj zvečer, okoli 8. ure zvečer. Torej, to je časovna dimenzija, ki nas pripelje v današnje srečanje, kot sem omenil, posvečeno 75. obletnici teh dogodkov,
ki jim vendarle moramo v nadaljevanju dodati še eno pomembno zadevo, eno pomembno stvar, ki se nas posredno zelo tiče, in sicer gre za 80-letnico obeležitev 80-letnice fašističnih rasnih zakonov, ki so se odvili na jutrišnji dan, jutri bo 80 let v Trstu, in o čemer bo mogoče več govora v nadaljevanju. Za uvod bi sociologa, profesorja doktorja Matevža Tomšiča, rednega profesorja na Fakulteti za upravne družbene študije v Novi Gorici, prosil, da nam s sociološkega stališča opiše fašizem oziroma samo počelo fašizma. Hvala Renato in hvala Študijskemu centru za narodno spravo za vabilo na ta dogodek, na to okroglo mizo, ki je posvečena prej omenjenim obletnicam in na splošno neki širši refleksiji fenomena fašizma. No, kot je tukaj že kolega Podbersič nakazal, jaz ne bom govoril o zgodovini fašističnega gibanja in vsega, kar je s tem povezano. Tukaj sta oba kolega bistveno boljša poznavalca pač teh zgodovinskih zadev, zgodovinskega dogajanja. Tukaj bom jaz govoril na nek tak zelo uvoden način v bistvu, no, o fašizmu kot ideologiji. Fašizem ni bil zgolj politično gibanje, ampak ga je dejansko mogoče šteti tudi za eno od političnih ideologij. Seveda tukaj ne gre za neko zelo konsistentno ideologijo, ne gre za nek zaključen miselni sistem. Fašizem namreč ni neka zelo intelektualistična ideologija, za razliko denimo od nekaterih drugih teh velikih zahodnih ideologij, denimo liberalizma, ki je sprovociral množico velikih političnih mislecev. Fašizem je v bistvu ideologija akcije, je izrazito nekakšna ideologija prakse, ki je nekako usmerjena v obuditev neke veličine nacije. Za fašizem je značilno, da nacionalno skupnost vidi kot neko organsko povezano celoto. Se pravi, nacija je enotna, je nedeljiva. In ta enotnost je tisto, kar je bistvo. Eno od gesel fašizma je bilo moč skozi enotnost. Se pravi, nacija se smatra, da mora biti enotna. Fašizem je zavračal razlike, zavračal je pluralizem, ker je smatral, da pač vsi člani nekega nacionalnega telesa, ne glede na to, kateremu sloju pripadajo, ne glede na družinski pedigrej, ne glede na kakšne druge osebne okoliščine, imajo neko skupno bistvo in imajo nek skupni smoter. Skupni smoter je ta, da vse svoje sile osredotočijo ravno v to nacionalno moč, nacionalni ponos, v to, da se neki naciji povrne neko mesto, ki ji v zgodovini pripada. V tem smislu je fašizem izrazito kolektivistična ideologija. Glede tega je v tem smislu podoben denimo komunizmu. To je druži ta dejansko nocija, da mora biti posameznik podrejen neki višji kolektiviteti. Če je v komunizmu to razred, je v fašizmu to nacija. In pač tukaj se smatra, da posameznik sam po sebi ne predstavlja nič. Ampak mora dejansko biti podrejen nekim občim interesom. Kot vsaka ideologija ima tudi fašizem seveda neke temeljne vrednote, na katerih sloni. Ena od teh vrednot je neka, lahko bi rekel, antiracionalizem. To je, kot smo prej rekli, ideologija akcije, zavrača racijo, zavrača tudi neko tradicijo razsvetljenstva. Razsvetljenska komisija načeloma fašizem smatra za nekaj negativnega. V
osredotoča se v preteklost, v neko veličino nacije, ki naj bi bila obstajala v preteklosti, pa je bila potem izgubljena. S tem aktivizmom, s to aktivistično naravo je povezan tudi nek kult bojevanja. To je neka izrazito militantna, agresivna ideologija, ki smatra, da je bojevanje nekaj, kar je neka vrhovni smoter. Vsakdo posameznik se mora iti pripraviti tudi žrtvovati konec koncev za potrebe nacije. Potem nadalje je za fašizem značilen kult vodje. Se pravi, vodja je tisti, ki je utelešenje nekega nacionalnega interesa. To je veljalo tako za italijanski fašizem, španski fašizem, nemški nacionalsocializem, povsod je bil tukaj vodja tisti, ki je bil poosebljenje nekega poslanstva nacije, ali je bil to duče, ali je bil to Führer, ali je bil to caudillo, vsak je bil pač neko posebno ime, ki ni bilo ime neke funkcije, ampak je bilo ime ampak je bil naslovitev neke konkretne osebnosti, ki je bila tista, ki ji mora nacija slediti. In seveda za fašizem je značilen nek, lahko bi rekel, ultranacionalizem, nek šovinizem, ne samo poveličevanje lastne nacije, ampak tudi recimo negativen odnos, sovraštvo do ostalih nacij, ki se jih, sploh tistih, ki se jih nekako smatra za manj vredne, tako kot je recimo italijanski fašizem imel Slovence, sploh Slovane, za nekaj manj vrednega. In pa fašizem je izrazito etatistična ideologija. Tukaj zopet je neka povezava z komunizmom. Fašizem smatra, da tukaj mora biti oblast neomejena. Oblast je tista, ki zajema vse ljudi, vse državljane. Nihče ne sme biti proti državi. Nobena aktivnost ne sme biti izven okvira države, kot je označil italijanski fašistični mislec Gentile. Vse za državo, nič proti državi, nič izven države. Se pravi, gre za neko totalno, ali pa lahko bi rekel celo totalitarno razumevanje države. In vodja je tisti, ki je pooseblja skupno voljo in množice morajo slediti. Tukaj je značilna za fašizem izrazita mobilizacija ljudi. In spet je tukaj podobnost za komunizmom. Ta mobilizacija ljudi, veliki shodi, proslave in podobno. To je bilo značilno tako za komunizem kot za fašizem. In tukaj je še ena skupna točka, namreč neka socialna usmerjenost. Fašizem je bil predvsej neka socialna doktrina, zagovarjal je neko socialno harmonijo. Recimo, fašisti so smatrali, da med delavci in pa delodajalci ne obstaja neko protislovje, ampak je tukaj neka harmonija. Tukaj se morajo eni in drugi, in delodajalci in delavci podrediti nekim skupnim državnim interesom. Se pravi, gre za neko korporativno usmerjenost. In tukaj je dejansko fašistična Italija bila dejansko neke vrste korporativistična država. Neke korporacije, ki jih je država ustanavljala, ki so potem nadzorovale delovanje gospodarstva. Seveda, fašizem ni ukinil zasebne lastnine, tako kot jo je recimo komunizem. Ampak vendarle država je imela nadzor tudi nad delovanjem gospodarstva. Ko govorimo o fašizmu in predvsem nekak ideološki umestitvi le-tega, se tukaj porajajo precejšnje težave. Tukaj sploh, če uporabimo to najbolj običajno delitev na osi levo-desno, se pravi, ali pač je fašizem levičarska ali je desničarska doktrina oziroma ideologija, s tem so velike težave. Običajno se ga v tem splošnem diskurzu označuje, da je to neka desničarska, desna ideologija, celo skrajno desničarska, vendar pa seveda situacija ni tako enostavna. V resnici gre pri fašizmu dejansko za kombinacijo enega in drugega. Se pravi, da gre za kombinacijo tako desnih kot tudi levih ideoloških elementov. Kot govorimo o desnih elementih, tukaj imamo neko poveličevanje nacije, poveličevanje neke slavne preteklosti, nek mit
zlate dobe, ne, je značilen za fašizem, se pravi, ti italijanski fašisti so videli tisti ideal, ne, Italije v rimskih časih, ne, kot tisto čas največje veličine, ne, potem opiranje na razne stare mite, ne, recimo iz preteklosti. Ne. To je pač tisto, kar bi lahko rekel, da so desničarski elementi v fašizmu. Na drugi strani imamo pa preomenjen nek etatizem. Ne. Potem tudi fašizem je v bistvu precej egalitaristična ideologija, ampak v okviru nacij. Če je na eni strani recimo tu socializem, neka univerzalistična ideologija, ki je zagovarjala neko univerzalno enakost, je fašizem to usmeril oziroma omejil znotraj nekega nacionalnega okvira, kjer je predpostavljal tudi neko socialno harmonijo. In pa konec koncev fašizem je bil vendarle v svoji osnovi precej antikapitalistično naravnan. Čeprav ni ukinil zasebne lastnine, ni ukinil tržnega, ni ukinil kapitalizma, vendar pa ideološka usmeritev je bila precej usmerjena sploh proti določenemu tipu kapitalizma, tako enemu liberalnemu kapitalizmu, kakršen je obstajal recimo predvsem v anglosaškem svetu. Tukaj so bile pogoste obtožbe, da gre tukaj za nek plutokratski kapitalizem, kjer vlada neka bogata manjšina tistih ljudi, ki so obogateli nekako bolj kot ne na nepravičen način. Potem v okviru nacionalsocializma se je tukaj na to običajno lepil še antisemitski moment, kjer je pač ta plutokratski kapitalizem bil povezan z židovstvom, da je neka židovska elita tista, ki vlada kapitalu, ki vlada svetu. Se pravi, tukaj je fašizem dejansko neka kombinacija različnih elementov, je ideologija, ki ni ravno konsistentna v tem smislu, ampak tukaj pač ideologije, tudi ostale ideologije niso vselej zelo konsistentne. In ravno pa zaradi tega, ker pač fašizem je v bistvu obstajajo velike težave z nekim jasnim pozicioniranjem, pa to nekako odpira prostor za manipulacije s tem pojmom. Pogosto se manipulira, pogosto se fašizem ali pa, da je nekdo fašist, da je nekaj fašistično, se uporablja kot neka etiketa, predvsem so strani levičarjev, levičarskih aktivistov, levičarske politike, ko se marsikdaj vse, kar nasprotuje tej ideologiji, označi, da je to fašistično. Se reče nekdo, ki pač je zoper recimo priseljevanje, zoper migracije, ki smatra, da mora nekak nacija ohraniti svojo identiteto, se ga hitro označi za malo da ne fašista. In to je ravno zaradi tega, ker pač fašizem je, kot rečeno, v ideološkem smislu bistveno bolj heterogena ideologija, kot se jo običajno predstavlja. Mislim, da je bilo vse enkrat dovolj. Hvala kolegu Tomšiču za ta izčrpen uvod, nas je umestil sociološkega vidika v fašistično obdobje, kar bomo zdaj zakorakali. Izpostavil je to heterogenost samega pojava fašizma, razlike tudi z nacionalsocializmom. Ena od pomembnih, ki smo jo prej omenili, pa jo bomo zdaj poskušali razdelati, je tudi odnos do antisemitizma. V Italiji to v prvem obdobju fašizma sploh ni bil problem. V samem fašističnem gibanju je bilo cel kup italijanskih judov, tudi na vodilnih položajih, tudi na pohodu na Rim so sodelovali. Ne pozabiti, da je bila dolgoletna ljubica samega Dučeja, vodja italijanskega fašizma, Margareta Sarfati, tudi ona judovskega rodu, ki je potem zbežala v Ameriko, drugače ne vemo, če bi vojno drugo preživela. In italijanski fašizem v svojem prvem obdobju na oblasti, tja do sredine 30 let, sploh ne kaže kakšnih antisemitskih stališč, razen pri redki peščici fašističnih hierarhov. Dejansko se začne približevati nemškim antisemitskim pogledom šele po vojni za Abesinijo oziroma Etiopijo, ki se zaključi leta 1936 z italijansko osvojitvijo.
in ko je Italija strani tedanjega Društva narodov postavljena izven okvira tedanjih demokratičnih držav. Zaradi tega se začne Italija približevati svojim bodočim čvrstim zaveznikom, nacistični Nemčiji, in ena od novih, recimo temu, pridobitev je tudi sprejem antisemitske zakonodaje. Ni naključje, da se to zgodi prav, kot sem prej omenil, že na današnji oziroma jutrišnji dan, 18. septembra 1938 v Trstu. V Trstu, ki je imel posebno mesto znotraj samega fašističnega gibanja, fašistične Italije, mesto, ki ga je označevalo recimo temu gibanje fašizmo del confine, ta obmejni fašizem, ki je bil še poseben gorak, ki je bil še poseben nacionalističen, šovinističen in ki se je napajal iz stoletnega nasprotovanja slovenskim sodeželanom. Aha, zdaj smo pa tam, boste rekli. Fašizem in Slovenci. Prehajamo na to področje, ki nam bo ga predstavila dr. Mira Cencič, ki je upokojena profesorica na pedagoški fakulteti. Je pa poznana kot neutrudna in dolgoletna raziskovalka organizacije Tiger. Zdaj, Mira, ne vem točno, ampak kar nekaj knjig je bilo z tega področja napisanih, če rečemo 5-6, sem dosti zgrešil, nisem veliko, ne? Kar nekaj knjig, tudi Orala in Ledino, ko je raziskovala tako v arhivih, kot tudi zbirala pričevanja organizacije Tiger, ki se je prva uprla fašizmu še davno pred drugo svetovno vojno. Ampak, da bi to razumeli, ta odnos, še nekaj uvodnih stavkov. Italijani ukorakajo na slovensko narodno ozemlje že ob začetku prve svetovne vojne, maja-junija 1915. In že s svojimi prvimi ukrepi, ki grejo v smeri poitalijančevanja in vključevanja v italijanski nacionalni korpus, pokažejo, da smatrajo to ozemlje za svoje. Torej se ti prvi raznodovalni ukrepi začnejo že takrat in segajo potem v leto 1918, ko Italija po koncu prve svetovne vojne ponovno ukoraka na ozemlje, ki je bilo obljubljeno z Londonskim paktom, že omenjenim prej. Potem se kažejo v rasti italijanskega nacionalizma in šovinizma, konec koncev to rezultira v požigu Narodnega doma v Trstu, julija 1920, in se seveda potem samo še stopnjuje po prihodu fašizma na oblast, po Gentilijevi šolski reformi, po ukinitvi slovenskih društev in časopisja v leti 27-28 in seveda ta represija, državna represija, vodena strani italijanske države, se manifestira tudi v prvem in konec konca tudi v drugem tržaškem procesu. Torej, dr. Cencičeva, kako bi vi opredelila slovenski odgovor na italijansko šovinistično delovanje, fašistično med obema vojnama na Primorskem? No, dovolite, da najprej pozdravim vse prisotne in izrazim svoje zadovoljstvo, da sem danes tukaj na Slovenskem dnevu, ko obujemo zavest o trpljenju primorskih ljudi in občudujemo njihovo domoljubje, ter tudi uresničujemo naročilo primorske mučenke tistega časa, pesnice Ljubke Šorli, ki pravi: poromaj spomin desetletja nazaj in znova oživi vsak prostor, vsak kraj, ker naši ljudje so pod bičem trpeli, ker padali so pod morilnimi streli. Kot je bilo zaslišati, smo Primorci prvi v Evropi začutili uničujoče divjanje fašističnih tolp, zaničevanje slovenske besede, taborišča, zapore in ricinus. Kot narod smo bili zapisani smrti, ponižani barbarsko ljudstvo, brez zgodovine, brez kulture, brez pravnih klapsi. Vendar primorski domoljubi tega niso mogli sprejeti. Narodno osveščeni in pogumni so neustrašeno in samozavestno branili narodno čast in krepili tisto, kar so jim hoteli vzeti: jezik, kulturo in narodno zavest. Trdno narodno zavest, moram odgovoriti na to vprašanje, ki mi je bilo postavljeno, se primorski ljudje oblikovali v družinah najprej, ko so otroci rasli ob topli materini besedi, ki so se ozoblikovala globoka čustva do jezika, ki je postal nedotakljiva svetinja, ki ga treba varovati. Oblikovala se je v šoli,
ob slovenski literaturi, zlasti Gregorčičevi pesmi, ki je spodbujala in klicala stani, bedni narod moj, do danes prah teptan. Narodna zavest se je krepila tudi v življenju v kraju, domačem okolju, kjer so po vaseh delovala prosvetna društva s pevskimi zbori, knjižnicami, igralskimi skupinami, športnimi društvi in tudi v cirku, ko so duhovniki uresničevali svoj program Bog in narod. Konec strahotne prve svetovne vojne, ki so jo Primorci najbolj občutili, pa ne pomeni konec trpljenja in grozot. Ločitev Primorske od matičnega telesa, nasilje in nove oblasti je vzbujal strah in pogum. Domoljubje je dajalo moč ohraniti to, kar je naše. Obnovili so se in krepile narodno-obrambne organizacije in društva, ki so imeli globoke korenine že v avstrijskih časih, v 19. stoletju, društvo Edinost, ki se je sicer politično delilo, ali je bilo v narodnih zadevah enotno, potem zbor svečenikov svetega Pavla, to je društvo primorskih duhovnikov, ki je varovalo prodor italianizacije v cerkev že zdavnaj pod fašizmom, pa tudi učiteljsko društvo, ki je gojilo petje in skrbelo za pedagoški tisk. Enotnost je omogočila uspeh na volitvah že 21 in 24. leta in okrepilo se narodno gospodarstvo. Zadružna zveza v Gorici je povezovala 170 zadrug, finančnih, proizvodnih, stokovinarske, mlekarske, čevljarske, mizarske in tako dalje, ter trgovskih. Prosvetna zveza pa 162 prosvetnih društev in Goriška Mohorjeva družba je imela 15.000 članov. Izhajalo je v tistem času, po vojne, dokler je bilo kaj dovoljeno, kar 54 slovenskih in hrvaških časopisov. Zbor svečenikov svetega Pavla je soglasil škofom, goriškim in tržaškim škofom, skrbel za enotno delovanje duhovnikov. Upiral se je ukazom rimske prosvetne in cerkvene oblasti, ki niso bili v skladu z krščanskim naukom in z človeškimi pravicami. Tako da so zgodaj sprejeli načelo, da poteka verouk v jeziku, ki ga govori družina. Pri bogoslužju so ohranili slovensko petje, pridige in molitve. Preprečevali so tudi nameščanje italijanskih duhovnikov k slovenskim Slovencem. Tudi beneški duhovniki so se želeli organizirati v zbor svečenikov svetega Marka, toda njihov videmski škof in tega ni dovolil. V Benečiji je bilo takrat, to se pravi 20. leta, 36 duhovni in 36 beneških duhovnikov, ki so uporabljali svoj jezik v cerkvi in uporabljali katekizme v njihovem narečju. A vendar se niso morali obraniti prodora fašizma v cerkev, ker niso bili organizirani. Nasilje Slovencev se je stopnjevalo, moramo reči, takoj po vojaški zasedbi in doseglo neizmerno jakost in skrajnost pod fašizmom. Oprostite. Takoj ob zasedbi, po proglasu o velikih svoboščinah, ki jih bodo deležni Primorci, so začeli z aretacijami in lov na avstrijske vojake, ki so se vračali. Torej, v taborišča so spravili tudi okrog 100 slovenskih narodnih voditeljev in pomembnih osebnosti. 19. leta pa so ustanovili fašjo v Trstu. To je bilo zdaj tisto, kar je že gospod dr. Podršek poudaril. In ti so in črnosrajčniki organizirani so vdirali v primorske vasi, razbijali, požigali, uničevali in tako, da je bilo pred nastopom fašizma porušenih in oškodovanih 134 poslopij, med njimi tudi seveda najbolj, torej Narodni dom v Trstu.
Torej, ob nastopu fašizma pa so začeli sistematično uresničevati, kar je bilo tudi že povedano, duhovni genocid na Slovenci, kajti zvariti je bilo treba enotno državo, enotni jezik in enotno politiko in ideologijo. Začeli so najprej z vandalizmom, potem pa zakoni, ki so jih sprejemali od leta 1922 do 1928 in v teh 6 letih dejansko je bilo sprejeta vsa zakonodaja, ki je mogočila uničiti tako slovenski jezik, slovensko kulturo in slovensko gospodarstvo. Najprej so bile napadene društva, te skupine teh, rekla, črnosrajčnikov so vdirali v vasi, če so bile tam prireditve, napadali udeležence, napadali igralce, torej plenile, požigale, razbijale. 27. leta pa je bilo zakonom prepovedano vse društveno dejavnost. Iz mojega domačega kraja se ni pozabilo, kako so skupina italijanskih tržaških fašistov obkolila gostilno, kjer je igral tamburaški zbor in tam s palicami in koli pretepala deležence in igralce. Igralci seveda niso imeli drugega kot svoje inštrumente in so jih razbivali po njihovih glavah. In pa spomin na prireditev Nikla Zala, ki je režiral takrat še Srečko Kosovel in so pridrli na generalko, torej razgnali ljudi, pretepli igralce in razbili oder, tako da predstava ni bila nikoli predstavljena. Potem razbijali so tiskarne, plenili naklade, torej napadali razpečevalce slovenskega tiska. 29. leta je bilo pa prepovedana vsaka tiskana beseda. Torej, nedvomno pa je bila zelo na udaru govorjena beseda. Slovenščina je bila najprej izrinjena z uradov, nameščali so tja italijanske uradnike, Slovenci so morali pač v svet ali v brezposelnost. Torej, potem se je razširila na vse javne stanove in na vse javne kraje. Povsod so viseli napisi Qui si parla soltanto italiano. To se je tudi izvajalo, tako da so ljudje, ko so prišli v trgovino ali v gostilno in so opazili kakšnega nepoznanega tujca, so navadno kazali s prstom, kaj bi želeli. Tako so se pač sporazumevali. Na to je bilo prepovedano slovensko petje, zelo alergični so bili nanj. Ampak celo 32. leta je bilo prepovedano slovensko petje pri procesijah. Niso pa mogli prodreti v cerkev. Želeli so narediti tudi videz italijanske dežele. Zato so bili le do 22. leta dovoljeni dvojezični napisi, ampak 4-kratno obdavčitvijo. Z 22. letom pa so morali izginiti in kar jih je bilo prej, pa so jih razbijali, nečevali, plošče, spomenike in tako naprej. No, spremenili so tudi 23. leta in poitalijančili vsa zemljepisna imena. Naše vasi, naše kraji so dobili včasih zelo čudne, nemogoča imena vasi. 28. leta pa so se spravili na osebna imena in priimke. To je šlo sistematično, če se hišni gospodar ni javil, torej v pisarni na vabilo, so priimek spremenili tako, kot so oni hoteli. Tako sem jaz, recimo, ko sem moje dekliški priimek je bilo Žvab Miroslava, postala Soavi Federica. Moj oče pa Soavi Giovanni. Njegov brat je bil Zvab, njegov sin pa, ki je bil že polnoleten, pa Salvi. Tako da tudi za sorodstvo nismo več mogli vedeti. No, seveda pomembno je šolstvo. Od šolstva je odvisna miselnost. Kdor ima šolstvo v rokah, ima oblast. Tako so se 23. leta spravili na šolstvo, z tako imenovano Gentilijevo šolsko reformo, ki je uvajala enoten jezik v vsej državi in tretjerazredno osnovno šolo. In za naše kraje je bil predviden postopno uvajanje italijanskega jezika, prvem, potem drugem, tretjem razredu in tako naprej,
A razmere, kakršne so bile, ker je bilo zelo veliko enorazrednic, en učitelj, in kadar je moral spregovoriti z učenci prvega razreda v italijanščini, je seveda imel v svojem prostoru učence vseh 5 razredov. Seveda hiteli so z nameščanjem italijanskih učiteljev. Torej, to pa je pomenilo katastrofo za našo šolo. Učenci niso razumeli svojih učiteljev, pa tudi učitelji svojih učencev. Tako da je bilo vzdušje zelo neprijetno. Odpor do šole zelo velik, tako je bilo zelo veliko ponavljavcev. Smo imeli recimo v 2. razredu mladenče, ki so bili močnejši in višji kakor njihove učiteljice. Seveda o disciplini se težko govori, zato so uporabili predvsem moške učitelje, ki so imeli trdo roko, da se lahko obračunavali s temi našimi mladimi ljudmi. Seveda tudi jezik med odmori bil prepovedan, tudi zato je bilo zelo pomembno klofutanje ali pa pisanje kazni, tudi po 200, 300, več 100-krat napisati, kako je treba govoriti, ne samo v šoli, nasplošno. In če recimo učenci tega niso napisali, so bili zaprti v šoli. Jaz tudi v takih razmerah se je okopičila srd in sovraštvo do šole in italijanskih učiteljev. Z nameščanjem italijanskih učiteljev so uvajali tudi in odpirali otroške vrtce, da bi vendarle otroci nekaj znali italijansko, ko se prvič srečajo z učiteljem v šoli. Naši učitelji, okrog 1000, pa je bilo odslovljenih, večina mlajši so bili poslani v srednjo Italijo, starejši v pokoj ali pa so se izselili v Jugoslavijo, ker so dobili delo nekje v Makedoniji, v Bosni in tako naprej. Torej, ni bilo dovolj odpraviti jezik, spremeniti je bilo treba miselnost, ustvariti novega duha, kot smo že slišali, fašistični duh tudi v javnost in v ljudi. Zato so skrbeli predvsem otroške in mladinske organizacije, kot je bila Balila, Piccola Italijana, Gioventù Italijana in tako naprej, ki so dečke vzgajali predvsem vojaško, tisto skupno pripadno solidarnost, so imeli tudi posebno devizo črne hlače, tisto značilno kapo s copom, tudi recimo simulacijo orožja. Dekleta pa tudi svojo devizo in so bolj recimo jih vadili v petju, v občudovanju teh lepot italijanskega jezika in tako naprej. No, tako pač takšne so bile razmere tu. Normalno je, da so Italijani uvedli tudi svojo upravo, odpravili so domače župane, župnijske svete, uvedli podestate, ki so razsipavali z občinskim denarjem. Povsod so se razvijale fašistične organizacije in vabile ljudi, hoteli so pridobiti čim več zaupnikov, domačih ovaduhov. Tako rekoč so bili prisiljeni obleči v črno srajco vsi tisti, ki so prosili za obrtno dovoljenje, ki so rabili licenco za trgovino ali gostilno. Tako da je nazadnje tudi društvo Tiger, ki je skrbelo za ohranitev narodne zavesti, naročalo: oblečite črne srajce, a ne izgubite svoje duše. Sicer bi tudi ti šli in bi tam si cilji Italijanov in fašistov uresničevali. No, je bila seveda predvsem primorska cerkev, duhovniki. Že 19. leta je bilo izgnanih in interniranih 150 župnijskih duhovnikov in 72 redovnikov. Med tem je tudi takoj 19. leta dva škofa, tržaški Andrej Karlin in pa naš rojak kraški Anton Mahnič z Krka. Torej, kot sem že prej rekla, je bil tukaj zbor svečenikov svetega Pavla, ki je branil prodor fašizma v cerkev. In ko so leta 1928 pripovedali slovenski verouk v šoli, so se enotno
vsi duhovniki umaknili v zakristije in župnišča in nadaljevali slovenskim poukom, uporabljali slovenske katekizme, tako da je verouk postal tudi slovenska šola branja in pisanja. Ko so 32 leta prepovedali petje na teh procesijah, seveda so ga nadomeščali, so bile procesije tihe ali pa latinske, nikakor pa ne italijanske. Tudi poskus umeščanja italijanskih duhovnih za slovenske vernike niso uspeli. Torej, ohranili so ves čas slovensko bogoslužje, vse tiste tri pomembne zadeve, pridgo, petje in pa molitev. Seveda Primorci so tudi trpeli zaradi gospodarskega zloma. Začelo se je takoj ob italijanski vojaški zasedbi pred priključitvijo. Namreč večina Primorcev je bilo kmetov in so svoje pridelke prodajali v Gorici in Trstu. Tukaj so pa potem prišlo italijansko ceneno blago za sadje in vino in niso mogli prodati svojih izdelke. Tako da se je vino kisalo po kleteh in gospodarji so se z njim tolažili žalost. Zgubljali so tudi delo, tudi priložnostno delo. Namreč z našega konca so hodili ljudje, če so rekli, moramo obuti svoje otroke, 2 dni v tržaško pristanišče in je bil problem rešen za silo. Torej, pomanjkanje dela je sililo ljudi izseljevanje v Afriko. Ampak bile so tudi druge, ne Afriko, Ameriko, prostite, bile so pa tudi druge težave. Veliko zadolževanje, predvsem tukaj, ker je divjala Soška fronta. Domovi so bili razrušeni, gradili so ga, obnavljali so jih italijanska podjetja. Ljudje so se zadolževali in dolg je znašal več, kot je bila vredna cela stavba. To so bile težki časi, ko so dekleta reševali svoje domove, kot služkinje po italijanskih mestih, pa tudi žene, matere, komerojenih otrok so bile dojilje v Egiptu in o njih govorimo kot Aleksandrike. Zaradi nasilja, aretacij, pa se je izseljevalo veliko mladih ljudi, predvsem fantov, na hitro v Jugoslavijo. Na hitro so zbežali čez mejo, da so se rešili pred aretacijo. Tako je v Julijski krajini se izselilo okrog 100.000 ljudi. Lahko rečemo, ostal je le še kmet, trdno navezan na svojo zemljo. Bilo pa je še 50 odvetnikov slovenskih, 15 zdravnikov in 272 duhovnikov. Spremenila se je narodna struktura, spremenila se je tudi socialna struktura prebivalstva. To je bil tudi namen oblasti. Namen, da bi tukaj prodane kmetije, ki so šle na dražbo, naseljevali Italijane in Mussolini izgleda, da je imel zelo dobro mnenje o primorskih dekletih, rekel, fantje v Ameriko, naši Italijani pa bodo oženili te dekleta, ki so zdrave, delovne in čiste. Vendar ta, tako rekoč, rekla, namera ni uspela. Z razlogov, ki so bile že omenjeni, o kateri bomo še govorili. Posebno ne naseljevanje ljudi na Kras, italijanskih. Tukaj so pa preprečevali naselitev tujcev, ti prokleti kamni in trda zemlja, ki so jo lahko obdelovali le tisti, ki jo ljubijo. Te lahko razmišljamo o tem, kdo je lahko v takih razmerah ostal ravnodušen. Primorci so se upirali posamično, v skupinah in organizirano. Najprej so značilni spopadi fantov s karabinjerji, upirali so se odkrito ali prikrito tudi učenci v šoli. Najbolj, rekla, izrazit primer takega upora in nezadovoljstva in ponižanja zaradi zaničevanja njihovega jezika so bili črni bratje, skupina fantičev,
ki je sanjala o organiziranem uporu, ki ga je oblast vzela zelo resno in zaradi nasilja preiskava je najmlajši član te druščine Mirko Brežavšček omahnil pod bikovko. Upirali so se beneški duhovniki, protestirali so, kljubovali, se pritoževali, prosili in grozili civilno in cerkveno oblast. Recimo zelo značilno je grožnja breškega župnika, Dreka je bila župnija takrat, ko je žugal svojemu škofu: tudi vi boste prišli pod odnožje Božjega prestola in boste odgovarjali, da ne smemo poučevati Božje besede v jeziku, ki ga otroci razumejo. Torej, za krotenje teh prizadetih čustev in ranjeno samozavest je bil potreben strah. In tukaj je bilo obilo možnosti. To so policijski ukrepi, ki jih je fašizem izdelal s pomočjo celega sistema ovaduhov, črnosravčnikov, ki so spremljali delovanje tako imenovanih slavofilov in anti-italijanov. Vsak prekršek, izgovorjena beseda v javnosti, vsaka pesem, obleka v slovenskih barvah, narodni simboli ali knjiga je bil kaznovan. Ukrepi pa so bili od pretepanja s pendriki, ricinus, opomin, policijski nadzor, hišne preiskave, plenjenje imetja, pa seveda tudi zapor, posebno sodišče za zaščito države in ovra pa so čistili z anti-italijani. Narod je trpel. Zato je narodne delo prešlo v ilegalo. Spontane uporniške skupine sta povezovala dve organizaciji. Tiger, ki se je razvil iz liberalnega krila Društva edinosti, in tajna krščanska socialna organizacija, ki je nastala s stapljanjem krščanskih socialistov in krila edinosti in pa zborov svečenika svetega Pavla. Moč uporniških skupin je bila pogojena z enotnostjo, ki so jo Slovenci na obrobju potrebovali za narodno preživetje ves čas. Ta strah, ogroženost je ustvarjala kolektivno zavest, vedi, kdo si in tak ostani. Si zatajiš svoje bistvo, svojo pripadnost, izdaš samega sebe, si izdajalec svojega naroda. Trden je bil tudi sistem vrednot, visoka morala, zvestoba dani besedi, zvestoba svojim koreninam. Živel je klen rod. Pripravljeni bil se žrtvovati, trpeti in tvegati življenje, čeprav so življenje zelo ljubili. Pogum in požrtvovalnost, visoko narodna zavest in neuklonljivost je rodila edinstveni zgodovinski odpor, ki je prvi oznanil svet na fašistično nevarnost in gorje in ki ga drugi narodi v Evropi še niso slutili. Tiger je začel nekje delovati leta 27, za ustanovni dan se šteje srečanje na Nanosu, mislim, da je 8. septembra 27. leta predstavnikov z Gorice, Trsta in Pivške, postojnsko-biškega področja. In po tem sestanku in po preroškem vabilu njihovega voditelja Danila Zelena so se mladi pogumni odzivali njegovemu klicu, ki jih je vabil, da veš, za naš boj ni plačila, deležen ne boš nobenih priznanj, a zlomiti moramo to suženjstvo. In še petalo se je po vseh njihovo naročilo. Ne priznavamo zakonov, ki se nas obsodili na smrt. Pisali si bomo svoje zakone. Dokazovali so, da smo Slovenci še tu in se ne vdamo. Tajna krščanska socialna organizacija je pa začela delovati okrog 30. leta.
takrat, ko je moral na silo vstopiti goriški škof Sedej. Vodili so jo polovica članov duhovniki, polovica laiki. Njihovo načelo pa je bilo rajše trpeti mučeništvo, kot izdati narodna in katoliška načela. Odreči še slovenstvu pomeni izprazniti se najžlahtnejšega. Pomeni izroditi se, izneveriti se nalogi, ki nam je od vekomaj začrtana v zgodovini. Zato so pripravljali ljudi na dolgotrajni odpor proti asimilaciji. Obe organizaciji sta nekako zastopale isti cilje: ohraniti narodne vrednote, krepiti upanje in odpornost proti asimilaciji, doseči združitev Primorske Slovenijo in priključitev k Jugoslaviji. Skupno delovanje je bilo tudi skrb za pokončnost, pogum in trdnost, zbiranje poročil o krivicah, o vohunih in tudi o vojaških zadevah, zavirati izseljevanje naših ljudi in ohraniti slovenski jezik, slovenski jezik, bom skrajšala. Obe organizaciji so imeli tajna glasila, razlikovali so se pa v načinu delovanja. Tiger, ki je tudi vključeval več mladih ljudi, je bil za takojšnji upor, za takoj oškodovanje sovražnika. Imeli so tako imenovano demonstrativno delovanje, s katerim so izzivali fašiste in za katerega so tudi močno trpeli ljudje. Medtem ko je tajna krščanska organizacija skrbela predvsem v svojem semenišču Goriškem, ki je vključeval več 100 dečkov, torej za intelektualni naraščaj, tako duhovnični kot laični, potem vzgojo pri umarini družbi skrbela za vzgojo in bi rekla narodno zavest deklet, vzgoja organistov, pevovoda in tako dalje. Toda na narodnem telesu se je začelo razraščati gnili tvor. Peščica ovaduhov izven organizacij je s svojim podlim dejanjem zadovoljevala osebne in celo politične interese. Tako je prišlo do ovadb, aretacij, procesov in dvakrat delno odkritja organizacije Tigra, ki je zaradi tega žrtvovala 9 življenj. 4 leta 1930, tako imenovani Gozovica, in leta 1941. Po letu 30 se je vodstvo preselilo v Ljubljani. Takrat so odigrali pomembno vlogo tigrski kurirji, ki so po snežniških gozdovih čez Tolminske hribe prinašali sporočila v Ljubljano, iz Ljubljane od voditeljev pa navodila za delovanje in slovensko propagandni tisk in slovensko literaturo. Tajna krščanska organizacija ni bila nikoli odkrita. Oblast je vedela, da so duhovniki največja ovira za neuspešno italinizacijo. Preganjali so posameznike in jih konfinirali. Obe ti dve organizaciji, tako Tiger kot tajna krščanska organizacija, so se v času bližanja prve svetovne vojne, druge svetovne vojne in tega svetovnega spospada pripravljali na odpor, da bi dosegli tisti cilj, ki smo prej poudarili, priključitev Primorske. Tiger predvsem skladiščenjem orožja, z akcijami spomladi 40. leta na Tirolskem in na Tirolskem, organizacijo Soške legije ob napadu na Jugoslavijo, torej organizacijo tudi prve gverilske čete v teh ribniških gozdovih in zbiranje primorskih fantov in delovanje za angleško obveščevalno službo, torej zunaj Slovenije v Bližnjem vzhodu od maja 1941 do 1944. Vendar ravno v tem času je prišlo tudi do uničenja tigrovskega vodstva. Torej, najbolj je prizadelo tigrovsko organizacijo smrt Danila Zelena 13. maja na Mali gori. Tako da ostali so se razbežali, skrivali ali selili. Tako da so, ko je začela Osvobodilna fronta organizirati upor,
organizacija Tigar ni bila povabljena v Osvobodilno fronto, ampak tigrovci so postali prvi partizani in organizirani krajevnih odborov. Tudi krščanska socialna organizacija se je pripravljala že maja meseca, vendar tukaj je bilo večina voditeljev torej v Gorici in zaprtih, tako da inicijativo so prevzeli duhovniki in so prvi dali že maja meseca pobudo za obnovitev Narodnega sveta primorskih Slovencev in pa za organiziran enoten slovenski odpor, ki so imenovali Gibanje narodne enotnosti. Seveda do tega so bili vsi gluhi, tako da je ta skupina ostala cel vojni čas zvesta svojemu načelu, smo proti okupatorju, smo proti komunizmu in so jo imenovali tako imenovano Goriška sredina. Strajala je do konca, pomagala vsem, torej duhovniki niso zapustili svojih fantov, ki so šli v gozdove, zato, ker so ljubili svojo domovino, ne zaradi komunizma in so to preprečevali izbruh in preka razširitev te bratomorne vojne tudi na Primorsko. Ob koncu, torej še tu bom samo povedala, tudi na Primorski so se dogodki naglo razvijali, 40 leta splošna mobilizacija, lov na domoljube zaradi delnega odkritja organizacij, veliko je bilo konfiniranih in tako da je potem drugi tržaški proces, Nanoška bitka, dejansko pospeševala odhod mladih fantov na mesto italijansko vojsko v partizane. Mi smo jih imenovali četniki ali gozdovniki. Z propadom Italije, pa bi mogel, ker jaz moram končati, pa se je začelo organizirani odpor, seveda, in tako so se Primorci naprej trpeli, naprej se borili, pod istim glasom smrt fašizma, svobodo narodu, pod drugimi voditelji. Hvala lepa. Pa se opravičujem. Hvala, dr. Mira Cenzlič. Še nismo končali. Za konec, kot ste povedala, bi morali nekako zaokrožiti, preko damo spoštovanim poslušalkam in poslušalcem besedo, da še sami kaj dodajo našemu razmišljanju. Je treba povedati, da se je v začetku druge svetovne vojne 1940, ko Italija vstopi na strani svojih nemških zaveznikov 10. junija v svetovni spopad 1940, se je zdelo takrat je fašizem na vrhuncu. Čez 3 leta ga skoraj dejansko že ni več. Kaj je pripeljalo k temu v par besedah? Nedvomno veliki vojaški porazi v letu 1943 oziroma 1942, bitka pri El Alameinu v Severni Afriki, bitka za Stalingrad, ker so bile italijanske fašistične enote tudi aktivno udeležene, seveda povsod pod nemškim vodstvom, z ramo ob rami ob vojaškem ideološkem zavezniku. In pa potem, se pravi, spremenjena vojna sreča, 10. julija 1943 se zavezniki izkrcajo na Siciliji. Italija je potem kmalu izločena iz boja. Fašizem se zdi, da ne zadovolji pričakovanj širših slojev italijanskega prebivalstva z večanjem vojnih naporov, z nadaljevanjem vojne, s pomanjkanjem, z osamitvijo, dejansko se to nezadovoljstvo med širšimi plastmi italijanskega ljudstva samo še bolj razrašča, kar vse skupaj pripelje potem že do omenjene seje velikega fašističnega sveta 24. julija, ki se zavleče pozno v noč, in 25. julija 1943 do odstavitve Mussolinija. S tem je formalno konec fašizma v Italiji. Potem bi morali čisto za konec dodati vsaj še to, da glavni protagonisti pri odstavljanju Mussolinija so bili italijanski kralj, ki je sicer imel dolgo desetletno koexistenco z Mussolinijem, potem visoki vrhovi vojske, ki so bolj zaupali kralju kot pa Dučeju, in pa seveda poleg nezadovoljstva že omenjenega širših plasti ljudstva, tudi seveda bi omenil vojsko, ki je bolj zaupala kralju kot pa Dučeju, in pa nekatere do včerajšnje visoke fašistične vodje,
ki so postali nezadovoljni z Tučejevim vodenjem vojnih spopadov med drugo svetovno vojno. Zdaj, naš današnji pogovor bi izvenel nekoliko čudno, če bi se ustavili v letu 1943 in spregledali nastavke za fašistično reorganizacijo, ali če hočete, pojav neofašizma po drugi svetovni vojni, ki je imel spet korenine ali bom rekel močno oporišče, to je morda boljši izraz v tem obmejnem prostoru, kjer se je tudi napajal, zlasti bi tukaj izpostavil Trst, ker imamo med nami tudi spoštovanega doktorja Dragota Štoko, dolgoletnega advokata iz Trsta in tudi uglednega politika, deželnega poslanca, bi dr. Štoka še vas zaprosil za 2 ali 3 besede, da iz vaše izkušnje se ne ustavimo v letu 1943, ampak da res na kratko poskušamo današnjim poslušalkam in poslušalcem obrazložiti ali pa pojasniti pojave neofašizma, ki niso tako oddaljeni odmev znotraj italijanske politike, bodi si v Trstu, bodi si v širšem italijanskem prostoru. Dr. Štoka, če nimate nič proti, vas povabim kar tukaj na govorniško tribuno, da vam iz lastnih izkušenj poveste par besed o tem. Dr. Štoka ni bil predviden za današnjo omizje, ampak ker je med nami, bi bili zelo zadovoljni, če nam iz svoje izkušnje nekaj o tem pove. Hvala lepa za besedo, ki se nisem pričakoval, sem popolnoma nepripravljen. Upam, da ne bom govoril neumnosti. Sem pa morda tukaj, mislim, skoraj edini, nočem druge vprašati, koliko let imajo, ker jaz jih imam 81 mimo in sem dal skozi zadnji izdihljaj fašizma. Potem se spomnim tudi nemškega, nacističnega korakanja in se spomnim tudi komunističnega rjovenja. Tako da imam spomine na vse 3, kar je danes govor o fašizmu, bi rad, da ne bi šel izven tematike, zato se dr. Podbršiču zelo zahvalim, da to lahko rečem. Jaz sem bil rojen leta 37, v naši družini smo zmeraj govorili slovensko, to ni bil problem, to človek ve, ker ko sem zrastel, nisem znal skoraj niti besede po italijansko v začetku. No, moral sem pa v italijanski vrtec, slovenski seveda, kot je temeljito povedala profesorica Čenčičeva, ni bilo slovenskih vrtcev, da to italijanski, in zame je bil to za 3-4-letnega otroka, je bil pravi šok, duševni šok, duhovni šok. Jaz nisem mogel tega se prizadevati, kako da ne moram tukaj niti s svojimi prijatelji spregovoriti po slovensko. In nekoč me je učiteljica italijanska, ki sem se nekaj ukujal, kaj sem kaj, s svojimi sošolci v vrtcu, v otroškem vrtcu, me je tam nahrulila in nagnala, dala v kot in tako dalje. Jaz sem zbežal, trmast sem bil, noter sem še danes in nisem nikdar več hotel iti v otroški vrtec. So me prišli iskat domov in smo se sestro skrili pod posteljo. Tako je bilo, ne? In pa veste, jaz se dosti tudi svojih sovaščanov spomnim, kako so bili v škornih, črnih, s pecom v glavi, veste. Ni bilo tako, kot se danes misli, da je bilo neka 100% totalna enotna, ne, je bilo dosti, če imamo strajčnikov tudi med vaščani, ne, ki potem pa so se zelo furbesto, ne, takoj menili srajcev, menili vse, takoj, ko se je videlo, kam piha veter, so takoj oblekli drugo srajco, rdečo, rekli, da so šli v partizane, so šli morda tam mimo gozda, ki je, in so se javili za kurirje in to bilo nešteto zgledalo, kar ni bilo res, ne. Ampak
prvi partizani dopadajo prav Čenčičevi, naši primorski so šli v boj proti Italiji. Proti Italiji, veste, fašizmu, ja, proti italijanskemu fašizmu bo še rečeno, ne. Danes se tega noče dosti govoriti in tako dalje. Drugi spominček, morda ki je, ker je gospod profesor Tomšič zelo dobro po te tri režimske ideologije analiziral, je pa bil nacizem, tudi na tej imam spomin kot otrok. Torej v otroški italijanski vrtec nisem šel več in konec, tam je zame italijanska avantura šolska končala, ker prvi razred sem že napravil na proseku v slovenščini, ampak žal Bog, tisto prvo leto mi smo peli kot Tito Stalin, ne, to je bilo leto 45 in iz tega prvega razreda nisem nič imel. Nacizem, veste, nacizem je prišel, to je pa zelo zanimivo na kratko, k nam hitro, da je treba podvečer na Kontovelu to enega mladenika skrit hitro kam, kar je nekaj ima skrivnostnega. Moj oče ga je ohranil, smo ga in po noči, ko ga je skril tam pod rjuhe, tam nas je 7 spalo v eni sobi, veste, 7, tako je bila revna naša družina. In je oče tega mladenča, pa očetno ne vem, če se mi šlo, mi kdo povedal, da je to bil kurir, partizanski kurir, ga je nekam skril, so Nemci po noči udrli in to tistih korakov, tistega butanja po vratih, jaz kot otrok ne bom nikdar v svojem življenju pozabil, vsi bili tam na pol umrli od strahu, pridejo nacisti noter, Nemci, svetijo se mogoče takrat luči ni bilo, svetijo se mogoče tega mladeniča kurirja, ker niso slučajno dobili, tako dobro ga je brat s svojim telesom skril na posteli spode pod se. Veste, drugače bi naša družina končala vsa v lagerju. Pride stvar je pa komunizem, ne, to je dobro. Ta analiza mi je bila že všeč dr. Tomšiča, kako se prepletajo, koliko skupnega imajo, ne, kako je bilo, da potem, ko smo vse to potrpeli pod fašizmom in komunizmom, kako to meni ni šlo v glavo, ne, leta 48, zdaj je 70 let. No, takrat se je Kominform nastal, hvala Bogu, ker niso bili toliko združeni komunisti, ker po vojni, po letu 45, potem, ko smo svečano pokopali naše padle partizane, moj vas jih je bilo čez 20, svečano pokopali župnikom s pogrebom, župnikom na čelu, potem pa kar naenkrat začne 45. ne, psovke. Vsi, ki hodite v cirku, ste fašisti, vse fašiste, farje bomo pobili in je spet kot otrok doživel nove šoke, kako je to mogoče. In leta 48, ko sta se moja starša vrnila iz prvega demokratskega zborovanja, ki je bil v Malhinjah pri Trstu, sta se po noči vrnila domov, vsa razborjanja, da so jih kamenjali, in moj oče, ki nikdar vzel fašistične skalnice, nikdar imel fašistične srajce na sebi, so jim kričali fašisti, fašisti, fašisti in so jih napadli s kamnjem. To je bilo leta 48 na Kraški gmajni v Malhinjah. In potem danes, ko imamo 81 let mimo, se sprašujem, zakaj smo si Slovenci, kaj smo mi napravili v svoji zgodovini, da smo si zaslužili v tako kratkem času 3 režime, 3 ideologije, ki bi nas hoteli uničiti. Uničiti narodnostno, jezikovno, druga telesno, nacistična in tretja nam je hotela ubiti dušo. Zakaj smo si mi zaslužili? Kaj smo mi napravili v naši zgodovini, govorim kot Slovenci, od Brižinskih spomenikov naprej, kaj smo napravili. In danes, kje smo, za primer vam dam to, komunist Togliatti, Palmiro Togliatti, prvi povojni italijanski minister, so z demokristijani napravili
skupno vlado, prvo stvar je napravil amnestijo in tako je kriv fašistične zločine in tako pesnica Ljubka Šorljiva ni mogla nikdar tožiti Kolotje, ki jo je mučil, in je kriv komunistične zločine. To so Italijani. Slovenci pa smo tam, kjer smo. Hvala lepa. Hvala dr. Dragu Štoki, tudi hvala za njegovo prisotnost, njegovo pričevanje, osebno navdahnjeno. Hvala vsem, spoštovane gospe in gospodje, za današnjo udeležbo.